Tako, čudovite razmere za drsati. Žal niso ljudje poznavalci, dokler upajo. Vidite, dokler upajo in se tako se gre in potem ne upajo naprej. Nametan ga je gor cel kup, ampak dejstvo je, da je tale led veliko bolj trden, kakor pa lani, ko smo drsali tlele. Lani je bil debel 3-4 cm, zdaj pa že ne 7. Noben še ni bil. Smo predrla deviška kostca. Trdoga. Pa tukaj. Pa nor, kaj hodo. Prav klej debu ene recimo tam ene 3-4 cm. Kaj pa klej naprej? Klej pa manj, klej pa 2-3. Klej pa 2-3. Ja. Pa niso več heci. To se pravi, če hočem iti čez, mi glih preprečuje teleh 30 metrov, da bi šel tamle čez, pa čez cel jezer. Škoda. No ja, saj klej še vse dost velik. Kaj je to lepojega, kaj je to dobro. Najboljši občutek, ko ni bil še noben na ledu. Je pa dejstvo, zmeraj imam s sabo orodje, da se rešim. Orodje in znanje. Kdo je kdaj padel noter v vodo, čeprav jaz se itak v leden vod kopljem, tako da načeloma je vseeno. Ampak zmeraj moraš imeti s sabo, če ne drugega, vsaj ključe, ali pa vilce, ali pa nož, pa dosti moraš biti močen, zato da se dejansko lahko ob potrebi odzigneš iz vode, tako da ja, to moraš že merkati. To se pravi, zdaj smo pa na drugi strani. Na drugi strani od te prelomnice. Ja. Ja. Tukaj ni več 2 cm debela skorja, ki se lepo vidi. Ja, škoda, ker nimam noža s sabo. Da nimam noža s sabo, res je škoda.
imam sam vilico. Dobro. Ne da se mi skozi nož nositi. Pa ga morda tudi, da se ne urežeš. Enač se klej tak vidim, da je led hrapal. Tako da. To je 2-3 cm ima, no. Tako nimam noža, da bi ga varan predrl. To je pa v bistvu čist gladek, evo. To je pa čist gladek. Tako da. Plačeš lepšega. Še vse je tole, ki zdaj drsam, ki je varno. Veliko je ne. Kako to bi rekel, ne 4 hektare sigurno, 4 do 5 hektarov. Tle je led tako debu. Tako debu, da tudi počne. Da, tako. Je pa dejstvo, da se tukaj vsak dan razmere spreminjajo, tako da moraš meraj pridati takrat, ki je zgodaj. Dobro, zdaj ni to tako važen, ki je dosti debu led tlele. Ampak takrat je pa led prozoren, tako ki je bil tamle na sredin, tako kot grem zdaj. Tam je pa zelo važno, da se zjutraj, ker ni toliko debu, da popolne, ki je 6, 7, 8 stopinj, da bi bil takrat če kar varen. Takrat, ko mod padeš noter. Ampak ja, ni to lepo, jo. Kaj se lepo vidi. Ribe je skozi. Gleda, je bo 6-7 centov že. Vinka tukaj. Tukaj pa ne bi bilo pametnjati. Takrat, ki je 6-7 stopinj. Ker tole pa ni več 4 centa debelo. Dejstvo je, da če je ne 8 stopinj, da ima vodena 4 cm zelo hiter rata, kakor v bistvu prešloh. Zdaj je v bistvu led kompakten, ki je bilo -7, -8. Popolne bo pa tukaj že kar malo nevarno. Tukaj bo že malo nevarno. Tamle pa sploh ne. Se vidi, ki sem drsal. Tam pa popolne je pa delati, če nisi dosti močen, pa če se ne znaš rešiti, je pa isto, kot da bi samo umaknil. Ni se to zašpilati, moramo biti na varnem. Prva zadeva je znanje, druga so izkušnje. Kljub temu ni priporočljivo, da greš sam na led, to je dejstvo. Ampak z dovolj izkušnjami lahko pravilno oceniš in se tako lepo uživaš. V bistvu lepo si vidi, da ni bilo še nobenega gor letos. Tudi enega ne. Pa zanimivo, da lani smo bili tudi ta prvi. Smo šli po noč sankam. Pa so to videli ljudje in naslednji dan jih je bilo ne vem koliko 100. Ampak evo, kle se lepo vidi, da sem edin, ko sem šel gor. To je samo moja škura. Tako da ja, lepo je, če znamo ceniti, kar je lepo. Jutri se bo dalo pa tudi tam ne naprej, če ne bo danes +10. Ampak mislim, da bo, tako da ne bo priporočljivo se hecati tam čez. Škoda, da nimam noža, da bi preveril natančno, koliko centimetrov je in pa bi šel lahko čez, tako pa ne upam. Ker moram vedeti, velika razlika je med 2 cm pa med 3 cm. Tako da žal bom ostal tukaj, ampak se sem včeraj šel 20 km na sprehod. To je kar dosti za moje noge. Tako.
Adijo.